Zala, podpredsednik društva, in bom vodil tole današnjo novinarsko konferenco, ki je namenjena dnevu žil. Lep pozdrav vsem. Moji sogovorci so primarij Matija Cevc, potem profesor Aleš Blinc, dr. Vinko Boc in izredni profesor Urh Grošelj. Vsi bodo govorili o tematikah, ki so povezane z zdravjem žil. Po uvodnih besedah boste imeli možnosti, da postavljate morebitna vprašanja na dva načina, lahko tako, da za vprašanje zapišete v chat, tisto glave tam preprosto, ali pa da se preprosto javite, lahko pritisnete na znak rokice, da bom jaz to videl, če pa boste kar direktno v mikrofon govorili, tudi ne bo prevelik greh. Kot ste že slišali, konferenco bomo snemali, zato vas tudi prosim, da vsi tisti, ki ne boste govorili v tistem trenutku, izklopite mikrofone, da ne bi imeli motenj pri snemanju. Če bi slučajno kdo ne želel, da je na posnetku, naj pa še kamero ugasne. To je takole za začetek in zdaj jaz sem svoje najbolj nujne stvari opravil. Besedo ima predsednik društva primarij Matija Cevc. Izvoli. Ja, hvala za besedo. Pozdravljen tudi v mojem imenu. In mogoče za uvod bi rad povedal nekaj splošnih stvari o žilah kar tako. Namreč vsi govorimo o srčno-žilnih boleznih, potem se pa skoncentriramo ali na srce kot srce, ali na možgane kot možgane, ali pa samo na periferne žile. Tisto, kar je pomembno, je pa to, da pravzaprav žile so eden od največjih organov našega telesa. Gre za to, če bi žilo drugo za drugo postavil, bi lahko 4-krat šel okrog ekvatorja. Skratka, to je izredno velik sistem. Po drugi strani pa tisto, kar srce iztisne iz sebe, gre skozi žile. Se pravi, vseh teh 210 milijonov litrov krvi, ki jih v 70-75 letih srce pretoči preko sebe, gre skozi te naše žile. Skratka, pravzaprav 1/4 Bohinjskega jezera se v življenju poprečnega 70 kg težkega človeka pretoči skozi te naše žile. To si lahko predstavljate, da je to pravzaprav ni samo obremenitev za srce kot tako, ampak je obremenitev tudi za naše žile. Zaradi tega je izredno ključnega pomena, da mi žile kot take ohranimo zdrave, da lahko to svojo funkcijo v redu opravljajo. Če žile ne opravljajo, tudi srce ne more, če žile ne delajo svojega posla tako, kot je treba, nam ledvice ne delajo, če so žile zamašene, nastane možganska kap ali pa periferna arterijska bolezen, o čemer bomo pozneje verjetno več slišali. Seveda, druga stvar je to, da večinoma govorimo o žilah odvodnicah, se pravi o arterijah, ampak enako pomembne je tudi venski sistem, na katerega kar malo pozabljamo. Pa to ni prav, ker tudi če venski sistem ne deluje, tudi arterijski ne more, ker kri se mora tudi vrniti nazaj v srce, da lahko gre znova po telesu, vmes gre pa še preko pljuča, kjer kisik prevzame. Skratka, tudi vsi to je med seboj tesno povezano in če katerikoli člen v tej verigi, v tem sistemu zataji, imamo mi težave. Seveda, druga stvar, ki je zelo pomembna, je pa to. Seveda, če te žile toliko delajo, si lahko mislimo, da pravzaprav moramo na nje paziti in da različni dejavniki tveganja take žile seveda lahko precej okvarijo. Če vzamem arterijski sistem, pa povišan krvni tlak, vi morate vedeti, da višji, ki je krvni tlak, večja je obremenitev ne samo za srce, ampak tudi za žile. Mogoče bi to na nek način poenostavljeno prikazali tako. Poskusite vi pol ure, pol čepe stati, pa boste videli, kako bodo vaše mišice začele tarnati in se pritoževati z bolečinami. Enako je z žilami, če na nje deluje previsok tlak. Naprimer,
Druga stvar, ki je izredno škodljivo deluje, predvsem na arterijski sistem, je sladkorna bolezen. Seveda so pa preostali dejavniki tveganja, kot je debelost, kajenje in podobno, pa deluje tako na arterijski kot tudi na venski sistem. Zaradi tega je potrebno na vse te dejavnike tveganja pomisliti in paziti nanje. Gre za to, da vsi ti dejavniki tveganja, zlasti na arterijskem sistemu, predvsem na arterijskem sistemu, povzročajo nastanek ateroskleroze. To je pravzaprav počasna zadebelitev žilne stene, ki postopoma začne ožati svetlino žile. To je podobno kot na cestah luknje, je ateroskleroza na naših žilah pravzaprav motna. Ne moreš po luknjasti cesti hitro voziti, ne moreš po zamašenih žilah ustrezno količino krvi prepustiti. Skratka, to je tisto, na kar moramo misliti, ko se zavemo, da je treba zdravo živeti. In smo spet pri naši stari mantri, o kateri govorimo praktično na vsaki tiskovni konferenci. S to razliko, da bi tokrat rad poudaril to, da je za zaščito žil je treba delati od otroštva naprej. Že otroke moramo navaditi na gibanje. Bolj, ko se gibljajo, bolje je, ne ekstremne, ampak intenzivna telesna dejavnost je absolutno koristna. Nič koliko dokazov je, ki v to smer kažejo, in s tem je potrebno začeti že pri otrocih. Po drugi strani je treba že otroke navaditi na zdravo prehranjevanje. Že otroke moramo navaditi, da skušajo stresne situacije obvladati. Tukaj imamo kar velike težave, ko vidimo, kako je v blaznem porastu število nevrotičnih ali pa drugače psihično utrujenih otrok že danes. Nedvomno močno k temu prispeva tudi pretirana uporaba zaslonov z sevanjem in z vsemi ostalimi stvarmi in nenazadnje tudi z temi raznimi igricami in drugimi oddajami, ki so za otroke, ki so izrazito hitro spreminjajo. Skratka, gre za to, da ko gledajo otroci te za njih pripravljene oddaje ali prispevke, nimajo niti časa, da bi se skoncentrirali, zato ker se vsakih 10 minut vse spreminja. In to vodi v nevroze in v psihične težave. Seveda te psihične težave se nadaljuje tudi v odrasli dobi, zato danes izgorelost je v izrazitem porastu in to je eno od zelo, zelo pomembnih dejavnikov tveganja. Po drugi strani vemo, da kadar je nekdo izgorel, je depresiven, kadar je depresiven in izgorel, je manj spanja, kadar je človek nespečen, to spet povečuje psihično obremenitev in depresijo. Skratka, tudi na to moramo misliti in nenazadnje ne bi bilo nič narobe, če bi se več ljudi začelo ukvarjati tudi z raznimi sprostitvenimi tehnikami, da se tega hektičnega življenja, v katerega smo zdaj porinjeni, da se ga saj malce omili. Mi vemo, da da naše delo zahteva, da moramo stvari narediti ne jutri, ampak bi mogli biti že, ko ti naročijo, bi mogli biti že pred 3 dnevi narejene, kar seveda pomeni hudo psihično obremenitev, ki seveda vse te stvari, o katerih sem prej govoril, drastično poslabšuje. Nenazadnje tudi povišan krvni tlak je dostikrat povezan s tem. Samo pomislimo na hipertenzijo belega plašča. To je tipično stresna hipertenzija in če imamo mi v vsakdanjem življenju non-stop take strese, je jasno, da so ti ljudje tudi, da imajo povišan krvni tlak. Skratka, vse to je tisto, na kar moramo misliti, kar moramo narediti, da vse te dejavnike spravimo na minimum in pravzaprav na ta način obvladamo te težave in posledično lahko pričakujemo, da bomo nagrajeni s tem, da bomo imeli lepo, zdravo in veselo starost, ne pa starost polno bolečin in drugih omejitev. Hvala lepa. Hvala primariju Cevcu. Naslednji govorec je primarij dr. Aleš Blinc iz UKC Ljubljana in glavni urednik naše revije, seveda.
Izvoli. Hvala lepa. Bom za začetek odgovoril na vprašanje gospoda Salihoviča, ki ga je napisal v chat, kakšen odstotek ljudi v Sloveniji ima težave z žilami. Zdaj, tukaj je treba povedati, da seveda je velika razlika med majčkenimi težavami pa med zelo resnimi težavami. Tako da težave z zamašenimi žilami v nogah, ki povzročajo neko slabo sposobnost hoja, to se pravi že kar relativno resne težave, ima približno 5% ljudi po 65. letu, potem pa to raste. Pri 80 letih več kot četrtina ljudi ima težave vsaj z določenimi žilnimi zožitvami na nogah, zelo podobno tudi na srcu. Pri venah je pa stanje še bolj pogosto. V bistvu pravzaprav težko najdemo človeka po 50. letu, ki ne ima vsaj določenih majčkeno razširjenih podkožnih ven, ampak to ni nič hudega. Pravzaprav te težave ne povzročajo nekih resnih težav. To se pravi, zdaj kdo ima občasno težke noge in tako naprej, to, kar naj bi bila simptomatika krčnih žil razširjenih ven, tukaj govorimo o več kot polovici žensk po 40. letu, enih 40% moških. Ampak take resne težave, da imaš pa zaradi slabega potovanja krvi navzgor iz noge proti srcu razjedo na koži, to je pa približno 1% prebivalstva. Tako da to je taka piramidna struktura, kot pri vseh boleznih. Veliko ljudi ima blage težave, na srečo razmeroma redki ljudje imajo pa zelo hude težave. Upam, da sem odgovoril na vprašanje. Zdaj pa par stvari sem želel povedati o stanju, kako obvladujemo žilne bolezni v Sloveniji. Ampak eno stvar si bom še dovolil povedati, ker se mi je zdelo zelo zanimivo, kar je pripovedoval primarij Cevc, kaj žile pomenijo, koliko pomemben organ so. Bom povedal eno anekdoto, ki sem jo zdaj pravzaprav pred kratkim obnovil. Nekoč sem jo vedel kot študent medicine, pa sem jo zdaj pred kratkim ponovno prebral. Kaj je mislil Galen, ta slavni rimski zdravnik, o žilah? On je zelo dobro poznal anatomijo, on je zdravil rimske gladiatorje in je anatomijo obvladal. Kako pa to vse skupaj funkcionira, si je pa predstavljal. In njegova predstava je bila, da kri nastaja v jetrih sproti in se porablja v tkivih, kot neke vrste gorivo. In da teče v bistvu tudi po venah proti tkivom. In ta predstava, zanimivo, je veljala vse do 1640. Ko je en angleški zdravnik, William Harvey, ki je bil pa dvomljivc po naravi, zračunal, on je ocenil, koliko krvi srce, oziroma koliko krvi gre skozi srce. In je ugotovil, da recimo pri človeku je to približno 5 litrov na minuto in je rekel, to pa jetra ne morejo narediti 5 litrov krvi vsako minuto, to pa ne bi šlo. In je potem v bistvu pogruntal, da je krvotok sklenjen, da v bistvu srce mišica, ki črpa, arterije peljejo proti tkivom, tam se žile razdelijo v drobcene, majhne arterije, arteriole, potem kapilare, na nivoju kapilar poteka izmenjava plinov, hranil, odpadnih snovi in potem se to nazaj pelje proti srcu, vmes seveda se kri čisti v ledvicah in deloma v jetrih in tako naprej. Skratka, te stvari poznamo šele recimo enih približno 400 let. Zdaj pa kje smo trenutno v Sloveniji na področju obvladovanja žilnih bolezni? Bom povedal tisto, kar pravzaprav najbolje poznam. To se pravi na oddelku za žilne bolezni interne klinike UKC, kjer pravzaprav delam že več kot 35 let. Tukaj smo okrog leta 2000 šli v eno izobraževalno akcijo
da smo pravzaprav poskušali slovenske družinske zdravnike naučiti, kako se periferna arterijska bolezen, to se pravi zožitve arterij pod popkom, kako se jih diagnosticira na enostaven način, tako da primerjaš pri ležečem bolniku tlak v gležnju s tlakom na nadlakti in temu rečemo gnežasti indeks. Mimogrede, to je preiskava, ki jo lahko vsak si da napraviti tudi v posvetovalnici Društva za srce. No, kakorkoli, skratka, takrat smo to, kot se reče, zanesli po praktično vseh zdravstvenih domovih po Sloveniji in to z namenom, da bomo pravzaprav raziskali, kako se periferna arterijska bolezen v Sloveniji obnaša, če jo zdravimo. Vemo, da pravzaprav zožitve arterij na nogah so neke vrste slab znak, tudi pogosto govorijo o tem, da je prisotna ateroskleroza na srčnih žilah, na možganskih žilah, tudi žilah za notranje organe. In v bistvu preventiva, kot rečemo, sekundarna preventiva, zaustavljanje napredovanja bolezni je pa pri vseh teh boleznih praktično enako. Gre za zdrav življenjski slog, v prvi vrsti brez kajenja, s čim bolj zdravo prehrano, kot rečemo po mediteranskem tipu, in pa določena zdravila, če gre za razvito bolezen. Predvsem mislimo na zaviranje starevanja krvi, najpogosteje z aspirinom, za obvladovanje škodljivih krvnih maščob, LDL holesterola s statini, pa seveda za uravnavanje krvnega tlaka v normalno območje. Še posebej koristna so zdravila, ki zmanjšujejo vpliv škodljivega angiotenzina. In skratka, ta raziskava je bila potem s pomočjo družinskih zdravnikov po celi Sloveniji izvedena in objavljena in pravzaprav kot prva na svetu pokazala, da če ljudi s periferno arterijsko boleznijo dobro zdravimo, potem srčno-žilni zapleti niso več vodilni razlog njihovega umiranja. Prej je veljalo, da vsak, ki ima periferno arterijsko bolezen, ima približno 3-krat večjo verjetnost, da bo umrl zaradi srčnega infarkta ali pa možganske kapi, kot pa nekdo, ki te bolezni nima. Zdaj to seveda še vedno, ta ogroženost je ne moremo povsem odpraviti, lahko jo pa znatno znižamo. In to je ta raziskava pokazala. Tako da smo bili na to kar ponosni in to seveda ni zasluga samo oddelka za žilne bolezni UKC, ampak pravzaprav vseh sodelujočih družinskih zdravnikov dejansko po celi Sloveniji. Tako da mi smo pa potem seveda zaspali, tudi novi pristopi v preprečevanje zapletov žilne bolezni so se uvajali praktično sproti, tako da v bistvu smo bili v Sloveniji med prvimi v Evropi, ki smo vzpostavili pregleden način predpisovanja novih zdravil zoper povišani LDL holesterol, zaviralcev beljakovine PCSK9. O tem bo morda kaj povedal profesor Grošelj, čeprav njegova današnja tema še malo bolj specifična, ampak skratka, v Sloveniji imamo po zaslugi prav kolegov profesorja Grošlja in njega samega, skratka pediatrov z pediatrične klinike UKCL, enega od najboljših programov za odkrivanje družinske hiperholesterolemije v svetu, ne samo v Evropi. Skratka, pri otrocih se že odkriva tiste, ki so ogroženi, da imajo nek genski razlog za povišan holesterol, ki vodi v prezgodnjo aterosklerozo z boleznimi srčnih arterij, možganskih žil, perifernih arterij in skratka pravočasno odkrivanje in zdravljenje je ključ do tega, da ti ljudje pravzaprav doživijo normalni življenjski ciklusa, nimajo v bistvu nekje na sredi, ko so najbolj produktivni z dogodkov. Tudi pri izboljšani zaščiti proti strdkom v žilah smo bili v Sloveniji med prvimi, ki smo implementirali, uvedli izsledke raziskave Kompas, pa potem kasneje Voyager, PAD, skratka, gre za eno kombinacijo proti trombotičnih zdravil majhnega odmerka rivaroxabana pa klasičnega zdravila aspirin,
ki deluje bolje kot sam aspirin, in pri bolnikih, ki nimajo ravno nagnjenosti k krvavitvam, je to zelo dobra kombinacija, tako za preprečevanje zapletov, kot tudi za preprečevanje ponovnih zožitev po žilnih posegih. Zdaj, danes ni z nami kakšnega diabetologa, no, ampak tudi na diabetološkem področju je pravzaprav se zgodilo veliko. Dve skupini zdravil, zaviralci glukagonu podobnega peptida 1, s kratico GLP-1, in pa zaviralci natrijevih in glukoznih kanalčkov s kratico SGLT2. Ti dve skupini zdravil sta se izkazali, da ne samo da regulirata krvni sladkor, ampak zmanjšujeta srčno-žilne zaplete. In tudi pri uvajanju teh zdravil smo bili v Sloveniji med prvimi v Evropi in svetu in skratka so dostopna našim bolnikom s sladkorno boleznijo za zmanjševanje srčno-žilnih zapletov. Mimogrede, zaviralci SGLT2 so se preselili iz ostre diabetologije tudi na področje srčnega popuščanja, ker so se izkazali za odlična zdravila za preprečevanje in zdravljenje srčnega popuščanja. Tako da tukaj na tem področju, kot bi rekel, seveda nikoli ne smemo biti zadovoljni, ampak marsikaj smo naredili in moramo v bistvu z svojimi napori, da osveščamo javnost, seveda tudi s pomočjo vas, ki danes poslušate to tiskovno konferenco, Društva za zdravje srca in ožilja, skratka iti naprej. O samih revaskularizacijskih posegih, to se pravi postopkih, ki odpirajo hudo zamašene žile, bo več povedal moj kolega dr. Boc, za katerega lahko napovem, da je eden od tistih, ki ustvarjajo evropske smernice o tem, kako se s temi bolniki ravna. Tako da bom to prepustil dr. Bocu. No, skratka, to je v bistvu da si soustvarjalec smernic, moraš biti priznan strokovnjak. In skratka, to dr. Boc vsekakor je in nam bo iz prve roke povedal, kakšne spremembe se obetajo. Tako da jaz mislim, da lahko samo zaključim, da na področju žilnih bolezni je seveda temelj preprečevanje, zaviranje razmeroma blage že izražene bolezni, pri ljudeh, ki pa rabijo, po domače povedano, odpiranje hudo zamašenih žil. Smo pa v Sloveniji tudi kar v redu, nismo morda vrhunski, ampak vsekakor smo med zelo solidnimi evropskimi državami in obvladujemo tudi to problematiko. Tako da, kot sem rekel, več pa o tem kolega dr. Boc. Hvala. Hvala lepa, profesor Blinc. In kot je napovedal profesor dr. Vinko Boc iz UKC Ljubljana, ima besedo. Izvolite. Torej, hvala za besedo. Hvala lepo za te besede. Zdaj, vemo, da v bistvu zdravljenje periferne bolezni, kot ste že povedali predhodnika, je sestavljeno iz obvladovanja dejavnikov tveganja za aterosklerozo po eni strani, po drugi strani pa v bistvu iz izboljševanja same arterijske perkoritve spodnjih okončin oziroma udov. Kdaj se odločimo v bistvu za zdravljenje, če se zdaj malo bolj posvetite temu drugemu delu, kdaj se odločimo za to revaskularizacijsko zdravljenje, takrat, kadar ima bolnik težave. Nikoli v bistvu ne gremo v poseg pri bolnikih, ki so brez težav, in tudi pri nekaterih, ki imajo bolj malo težav, se za ta poseg ne odločimo. O tem bom mogoče povedal malo več kasneje. V glavnem, za poseg se odločimo pri bolnikih, ki imajo recimo bolečine v mirovanju, v stopalu. Torej gre za tako imenovano kritično ishemijo, kjer je pretok tako slab, da je v bistvu kisika premalo tudi že za bazalni metabolizem. Po drugi strani pa se odločimo tudi pri bolnikih, ki imajo nekoliko manj hudo klinično sliko. To pa pomeni, da imajo bolečine med hojo, tako imenovano intermitentno klavdikacijo. Ta bolečina pa se pojavi lahko po različnih razdaljah, nekako velja
nekje meja, ne, da če je tam prehodi bolnik 50 do 100 metrov in ko se ta bolečina pojavi oziroma po tej razdalji, začnemo razmišljati v bistvu o sami revaskularizaciji. Zdaj, to zdravljenje je lahko dvojno, ne. Lahko je kirurško zdravljenje, torej gre za odprto kirurško operacijo, kot so recimo razni bypassi, ali znotrajžilno, tako imenovano endovaskularno zdravljenje, ne. In v večini primerov danes izvajamo to drugo zdravljenje tudi na našem oddelku in bi lahko rekel, da v bistvu s tem načinom zdravljenja zdravimo več kot 90% vseh bolnikov, ki imajo pač to klinično sliko, ki sem malo prej navedel. Zato znotrajžilno zdravljenje je značilno to, da mi lahko v bistvu bolnika, to v večjih centrih v Evropi tudi že poteka, tudi v našem centru bomo prišli na to, v glavnem mi lahko bolnika sprejmemo isti dan in ga tudi odpustimo isti dan, ne. Torej gre za minimalni invazivni žilni poseg, pri katerem mi z pomočjo rentgenskega sevanja pač si prikažemo sliko na ekranu in potem pač to z ožito ali zaporo pridemo z neko žico in razširimo z balonom, po potrebi ustavimo tudi žilno opornico. Tazga bolnika mi lahko odpustimo že isti večer. Zdaj, tisto, kar je pa v bistvu problem na nek način pri tej naši periferne arterijski bolezni, je pa sama učinkovitost takega zdravljenja, ne. Torej, že takoj bi rad povedal, da to ni nek problem slovenske medicine, to je globalni problem. In sicer, če se primerjamo recimo s posegi na medeničnih arterijah ali pa koronarnih arterijah, v bistvu je ponovljivost bolezni pri naših arterijah po takem posegu med 20 in 40% v enem letu, a ne. Po drugi strani pa vemo, da v bistvu, če širimo medenične arterije ali koronarne arterije, so lahko te odprte tudi 5, 10, 15 ali več let, ne. Torej, tle ima medicina, ko bi rekel, nek problem, kako najti ustrezno rešitev, da tudi s temi posegi nekako podaljšamo prehodnost teh arterij. Mimogrede, tudi kirurško zdravljenje, odprto kirurško zdravljenje v teh primerih, če govorimo samo za stegenske in golenske arterije, v bistvu ni dosti bolj uspešno kot naše. No in tukaj v bistvu je šel ta razvoj močno naprej, a ne. Trenutno mi zdravimo na ta način, da z napihnjenjem balonskega katetra v bistvu stisnemo material v samo žilno steno. Zdaj pa gre napredek v tej smeri, da ta aterosklerotični material skušamo dejansko odstraniti, po eni strani odstraniti iz te obolele arterije, po drugi strani pa v bistvu skušamo tudi na nek način preprečiti to, a ne, da se ta bolezen ponovi. In tukaj smo prišli do takih rešitev, da se lahko uporablja tako imenovane citostatične učinkovine, torej gre za neka zdravila, ki preprečujejo množenje celic, ne. In zdaj, to seveda ni nekaj novega, vendar do sedaj tega nekako nismo vedno uporabljali, oziroma vsaj na našem oddelku takrat, kadar je prišlo za ponovitev bolezni na istem mestu. V glavnem gre za neke učinkovine, ki so na balonskem katetru ali žilni opornici, in v bistvu ta učinkovina, ko enkrat pač razširimo z ožito ali zaporo ali ustavimo žilno opornico, pač dalj časa deluje in preprečuje na nek način ponovitev te bolezni v tem segmentu, ne. Zdaj, te najnovejše smernice, o katerih je govoril profesor Blinc, pa nekako bodo priporočale, da se pač to učinkovino oziroma te balonske katetre oziroma žilne opornice, da bi se naj bi uporabilo pri vsakem bolniku, ne. To pomeni, bolnik, ki gre z mize, v bistvu pri tem bolniku se zaključi poseg s tem, da je ustavljena ta učinkovina v obolelo arterijo. Zdaj, mogoče sam še mogoče za konec to povem, da seveda mi interventni zdravniki se zelo radi ukvarjamo s temi posegi, ampak nekako vemo pa, da so neke meje, ne. In sicer, če lahko rečem za te naše arterije spodnjih okončin, jaz vedno nekako rečem, bolnikov imajo eno zelo dobro lastnost, pa eno zelo slabo lastnost, ne. Zdaj, ta zelo slaba, zelo v narekovajih, je ta v bistvu, da
kako bi rekel, ne odreagirajo na to revaskularizacijo na ta način, kot si želimo, recimo kot imamo rezultate v medeničnih arterijah ali v koronarnih arterijah. Medtem ko ta dobra lastnost je pa ta, da znajo te arterije za sebe zelo dobro poskrbeti. Sam seveda, tle pa je potreben nek, ko bi rekel, angažiranost in sicer vemo, to imamo tudi dokazano, da če nekdo, recimo v našem primeru bolnik, veliko hodi, je verjetnost, da se mu bo neka klinična slika poslabšala majhna. To pomeni, da v primeru, da imamo nekoga, ki v bistvu hodi, ki ima bolečine med hojo po 200-300 metrih, mu najprej predlagamo tako imenovani intervalni trening hoje. To pomeni, da ga spodbujamo, da večkrat tedensko za 1 uro čim več hodi, sicer hodi do pojava bolečin, ko se ta pojavi, se nekako ustavi, počaka in gre naprej. In na ta način v bistvu mi lahko izboljšamo samo klinično sliko in poseg ni potreben. In še ena korak več, v bistvu ta intervalni trening hoje je vpleten tudi v naše smernice zdravljenja, to pa pri vsakem bolniku, ki ima bolečine med hojo, mu najprej predlagamo ta tako imenovani intervalni trening hoje, če ta ne pomaga, pa gremo v invazivni žilni poseg. To bi mu jaz zapovedal. Hvala lepa. Lepa hvala, dr. Boc. Predno dam profesorju Grošlju besedo, bi rad rekel, da sem tudi jaz malo ponosen bil, ker se to na njega nanaša, pravzaprav bolj okrog slovenskih dosežkov. Mi sodelujemo z drugimi nevladnimi organizacijami. Zadnjič v Bratislavi je prišel k meni en profesor iz Madžarske in me je prosil za povezavo, da bi tudi na Madžarskem začeli uvajati nekatere take stvari, dosežke, ki so jih že pokazali slovenski zdravniki na mednarodnih kongresih. Torej, čestitke in zdaj v imenu pacientov seveda profesor Uroš Grošelj iz pediatrične klinike UKC-ja. Izvolite. Hvala lepa tudi za vse prijazne besede. Jaz prihajam iz pediatrične klinike, se pravi, imam tukaj nek čist drug pristop. Zdaj, dr. Boc se ukvarja z stanji, ko je nekaj že zamašeno, potem mogoče profesor Blinc pa dr. Cevc z nekimi vmesnimi stanji pogosto. Mi se pa ukvarjamo s stanji, ko želimo, da se niti ne bi bolezen razvila. Zdaj, jaz mislim, da tista idealna rešitev je, da nekako skupaj stopimo, da se mogoče srečamo vsi skupaj, oziroma da vsak naredi čim bolj svoj del, pa pol upamo, da bomo s tem nekako uspeli ugodno na celo populacijo vplivati. Se pravi, v pediatriji, sploh po novejših spoznanjih, na splošno se mi zdi, da lahko ugotovimo, da smo še preveč tolerantni do teh srčno-žilnih zapletov kot družba. Mogoče zato, ker se ne vidijo, dostikrat tudi ne bolijo, razen pač v določenih primerih, ki smo prej videli. In nekako mogoče tudi manj strahu zraven kot pri kakšnim, recimo, kot pri raku, recimo. Če primerjamo, čeprav breme je podobno. In nekako nekako se uveljavljajo spoznanja tudi, da če hočemo biti zares učinkoviti, se pravi tisto, kar dr. Boc vidi, je verjetno že 40-50 let lahko prepozno. Se pravi, če hočemo biti zares učinkoviti, moramo res štartati zgodaj. Se pravi, ta ateroskleroza, ko se pravi proces nalaganja maščob v steno žil, vnetja stene žil, to se začenja že pri predpubertetnih otrocih. Se pravi, tukaj lahko govorimo ne samo o primarni preventivi, ko v bistvu preprečimo razvoj srčno-žilne bolezni, ampak praktično že o primordialni preventivi, ko v bistvu vplivamo že na sam dejavnik tveganja, če je izrazit, oziroma poiščemo posameznike, ki imajo ta dejavnik tveganja lahko izrazit in vplivamo že na sam dejavnik tveganja. Toliko mogoče za kratek uvod. Jaz bom na kratko povedal o lipoproteinu mali A. To je en nov, nažalost imamo tudi navado, da kar kopičimo včasih nove težave, ampak če so težava, če so nekako prepoznane kot težave, pač ne smemo gledati stran. Lipoprotein mali A je en delc, ki je podoben po strukturi slabemu holesterolu, s tem, da ima še neko dodatno aminokislinsko verigo, se pravi
plazminogenov podobno vergo zraven pripeto, se pravi, je to večji delc. Je pa nekako po tem poškodi, ki jo naredi, lahko zelo podoben slabemu holesterolu. Se pravi, povzroča vnetje stene krvnih žil, kar lahko sčasoma vodi v zožitve krvnih žil oziroma lahko celo v njihovo zamašitev. Se pravi, temu dogajanju seveda rečemo ateroskleroza. In posledično je lahko lipoprotein mali A sprož oziroma vodi v nastanek srčno-žilne bolezni, tudi možganske kapi, oziroma po novejših spoznanjih povzroča tudi kalcifikacijo aortne zaklopke. Se pravi, oseba, kar pa je zanimivo, je pa to, da ima približno petina populacije, se pravi, v Sloveniji 400,000 ljudi, ima vsaj nekoliko povišane vrednosti lipoproteina mali A, se pravi, vsaj toliko povečane, da imajo še enkrat višjo tveganje za srčno-žilne zaplete. Med njimi, se pravi, ta porazdelitev ni normalna, ampak je še vseeno kar znaten delež je takih, ki imajo izrazito povišeno vrednost, s čimer so pa lahko še bolj podvrženi tem zapletom, sploh na daljši rok. Naslednjo dejstvo pa je to, da so vrednosti lipoproteina mali A približno 80 do 90% genetsko pogojene. Se pravi, ta dejavnik tveganja je izrazito deden. In tukaj imamo pol pediatri mogoče še eno dodatno prijemališče, ker če je nekaj toliko genetsko pogojeno, pomeni, da je prisotno že v zgodnjem življenju, in pomeni, da v bistvu se ga da zgodaj odkrivati, in pomeni tudi, recimo, če mi najdemo otroka, ali pa obratno, če se kasneje najde odrasla oseba, da ima tudi starš oziroma otroka, karkoli od tega tudi znatno, eden od staršev ima znatno povišano tveganje, ali pa eden od otrok za povišanje tega v bistvu zelo pomembnega dejavnika tveganja. Hkrati pa, če je genetsko pogojeno, smo tudi nekoliko bolj omejeni, kaj lahko naredimo samo z recimo prehrano, gibanjem, in je treba majčkeno bolj včasih razmišljati o tem, kaj tak posameznik rabi. Se pravi, po teh novih spoznanjih, kar je novega, naj bi imela vsaka odrasla oseba enkrat v življenju izmerjeno vrednost lipoproteina mali A, ker pa so te vrednosti zelo genetsko pogojene, relativno malo nihajo. To pomeni, če imamo pa eno meritev, to običajno zadostuje. Se pravi, ne rabimo praviloma kar kopiča teh meritev, razen v določenih specifičnih primerih, ampak ena meritev zadostuje. In s tem, ko si da lahko človek to preveriti, s tem nekako ve, koliko je iz te perspektive ogrožen za zaplete. In pa seveda treba vedeti, se pravi, mi smo čedalje boljši, se mi zdi, čeprav smo generalno gledano, bi jaz rekel, še dokaj slabi kot zdravniki pri tem, da to tveganje individualno napovemo. Se pravi, da mi zaenkrat te študije v glavnem so na populaciji, in mi zdravimo tako povprečnega človeka iz neke populacije. Še boljši bi bili, če bi individualno znala, da bi pri vsakem posamezniku znali narediti nek jasen profil ogroženosti, in mogoče enega bolj intenzivno zdravili, mogoče nekoga manj, mogoče koga tretjega samo spremljali. Ampak v sklopu temu rečemo stratifikacija ali pa personalizacija tveganja, v sklopu tega, če dodamo meritev lipoproteina mali A, smo lahko boljši. To so zlasti v prvi vrsti te skupine oseb, ki imajo že nek dejavnik tveganja ali pa neko že prisotno bolezen, recimo sladkorna bolezen, povišen tlak, ali pa neke znane bolezni, lahko izrazito debeli in tako naprej. Tem je zelo smiselno pogledati, če lipoprotein mali A, in videti, če je še ta povišen dodatno, se potem intenzivira tisto osnovno zdravljenje lahko. Zdaj, meritev je lahko majčkeno bolj komplicirana, bolj vezana na te večje ustanove pri nas, ampak lahko tudi osebni zdravnik napoti recimo tako osebo samo na odzem v večjo ustanovo ali pač po potrebi tudi na obravnavo tja. Zaenkrat še ne znamo specifično vplivati na vrednosti lipoproteina mali A, čeprav so zelo obetavne študije že v fazi 3, to pomeni že v zelo napredovali fazi testiranja, ki kažejo zelo ugodno učinkovitost in tudi zelo dobro varnost teh zdravil. Ampak zaenkrat moramo reči, da je obravnava teh oseb z izrazitimi povišanimi
povezana predvsem z modifikacijo tistih dejavnikov tveganja, na katere lahko vplivamo. Se pravi, lahko nižamo holesterol s statini, ki statini sami po sebi ne nižajo lipoproteina, malja kvečem do neke minimalne mere obratno. In pa seveda optimizacija zdravega življenjskega sloga, zdravljenje drugih dejavnikov tveganja, če so istočasno prisotni. Se pravi, da se nikoli ne prične kaditi, oziroma da oseba preneha kaditi, če že kadi, in tako naprej. Da redno jemlje terapijo, ki je predpisana, in tako dalje. Se pravi, v prihodnje bomo pa morda še nekoliko boljši, da bomo tudi ta dejavnik tveganja znali že relativno zgodaj, a ne pomeriti, odkrivati. Se pravi, nekako po enih študijah, po 5. letu starosti se te vrednosti precej ustalijo in že spominjajo na tiste končne vrednosti, čeprav vemo, da večina teh parametrov majčkeno še z otroštvom narašča. In to pomeni, če je to genetsko pogojeno, če bi takrat, recimo po 5. letu enkrat že pomeril, in če bi ta podatek nekako to osebo nekako učinkovito spremljal, mogoče kakšno mekartono tudi naprej, mislim, da bi lahko relativno učinkoviti bili lahko, pri tem, da bi tiste ljudi, ki potrebujejo neko malo bolj intenzivno obravnavo iz tega naslova, da bi te ljudje to obravnavo, oziroma te družine, lahko rečemo, tako obravnavo tudi dobili. Hvala lepa. Hvala lepa vsem sogovorcem. Jaz bi rad samo to dodal, da bo svoje k tej problematiki, ko govorimo o žilah, dodalo tudi, še posebej dodala naša posvetovalnica za srce, in sicer tako, da bo v tem obdobju od danes pa do 15. aprila, da bo imela, tako mi temu pravimo, mesec lipidov in pa mesec ven. Preprosto vabimo vse, ki jih karkoli zanima v zvezi z lipidi, krvnimi maščobami in pa z venami, da obiščejo našo posvetovalnico. Tam bodo dobili ustrezen napotke, si lahko tudi izmerili kakšnega od teh kazalcev, kot recimo holesterol, da ne bom navajal vsega. To bo navedeno tudi v naši izjavi za javnosti. Zdaj pa beseda je na strani poslušalcev dosedanjih, da tako rečem. Izvolite, zdaj na prvo vprašanje je profesor Blinc že odgovoril. Mi smo dobili naš naslov nekaj vprašanj, pa bom za začetek, da prebral 4 imam zaenkrat napisane. Prvega zanima našega člana, kakšni so simptomi bolezni ven. O tem se je sicer že kar nekaj govorilo, ampak bi rad, da mogoče še enkrat povzamemo simptome bolezni ven. Kdo bi bil to? Profesor Blinc, izvoli. Sem hotel predlagati, da Matija pove, a hočeš ti ali ne? Glejte, vene so žile, ki peljejo kri od tkiv proti srcu. In iz desnega srca potem gre venska kri v pljuča, tam se ponovno obogati s kisikom in pride nazaj v levo srce. Zdaj, od kod je najtežje pripeljati kri v srce? Če smo pokončne živali, hodimo po 2 nogah, je seveda najtežje premagati to gravitacijo iz nog do srca, ki je več kot recimo 1,20 metra ali pa 1,40 metra ali pa 1,5 metra pri visokih ljudeh, višje od stopal v pokončnem položaju. Kaj pomaga venski krvi, da se vrača v srce? Tukaj pomaga delovanje mišic, ki stiskajo vene, in te vene imajo neke zaklopke, ki v bistvu spuščajo kri v pravo smer in ne dovolijo, da kri, po domače povedano, pada nazaj. Zdaj, če se žile, vene preraztegnejo, potem pa zaklopke ne tesnijo več in v bistvu kri zastaja v nogah. Ko kri zastaja v nogah, so noge težke, lahko pride tudi do krčev, čeprav krči imajo še številne druge razloge. Če to pravzaprav zastajanje krvi se ponavlja in ponavlja, potem pride do oteklin
in iz oteklin nastanejo spremembe na koži, lahko tudi razjede. In te razjede so najbolj napredovala faza kroničnega venskega popuščanja, težavne za zdraviti in seveda cilj je ne pustiti, da prideš do točke, ko imaš kronično otekanje, kronične spremembe na koži in razjede. To se pravi v fazi, ko imaš recimo blage težave, občasno težke noge, blage otekline, takrat je treba nekaj napraviti. Zdaj, kaj lahko napravimo za zdravje ven, to je spet to, kar smo rekli, v prvi vrsti seveda zdrav življenjski slog, redno gibanje, tudi dovolj počitka, ne moreš si privoščiti, da po noči ne bi vsaj recimo 6-7 ur ležal, kdor noči presedi, recimo če letite v Avstralijo, pa nimate v nekem turističnem razredu, ne morete se stegniti, boste prišli, tudi če ste sicer zdrav, po 24 urah sedenja z oteklimi nogami na cilj. Tako da vsekakor pravo razmerje gibanja in počitka, kadar gre za dejansko že preraztegnjene vene, kjer zaklopke same po sebi ne tesnijo, je najpreprostejši ukrep nošenje kompresijskih nogavic, ponavadi zadostujejo do kolenke, zlasti v času dolgotrajnega sedenja, stanja. Drugače pa zanimivo, v bistvu intervencijsko zdravljenje kronične venske insuficience je pa malo drugačno kot pri arterijah. Arterije poskušamo vedno znova odpirati, ker pri arterijah imaš zelo omejeno rezervo. Pri venah je pa rezerve ogromno. In če imaš pravzaprav neke podkožne vene, ki so nefunkcionalne, v bistvu po domače povedano predstavljajo slepe rokave, jih poskušamo enostavno odstraniti, zapreti ali pa odstraniti. In to je majčkeno drugačen princip zdravljenja kot pri arterijah, ampak pomaga, da ni več tistega zastoja venske krvi. Tako da seveda tudi taka terapija z zapiranjem teh razširjenih nefunkcionalnih venskih rokavov seveda mora biti združena z zdravim življenjskim slogom, z gibanjem in po potrebi z nošenjem kompresijskih nogavic. Hvala. Hvala lepa. Zdaj, na to vprašanje se pravzaprav nanaša vprašanje, ki smo ga pravkar dobili v chat. Prosim, če pogledate, gre za problematiko majhnih vidnih žilic na nogah. Je potreben pregled pri zdravniku ali je to le kozmetični problem? Lejte, te majhne žilice ima praktično vsak človek, rečemo po 40-50 letu, same po sebi niso nič nevarnega, seveda v principu gre za preraztegnjene drobne venule, kot rečemo, tiste vene, ki so ponavadi, če so čisto zdrave, tako majhne, da se sploh ne vidijo. Če se preraztegnejo, jih vidimo kot neko mrežico v podkožju, ampak same po sebi niso nevarne. Zdravniški pregled ali pa ukrepanje je potrebno, če pride do otekanja, težkih nog in tako dalje. Za same metličaste varice, kot imenujemo tele drobne vence, pa pravzaprav samo po želji, če nekoga to zelo kozmetično moti, ni pa neka nevarnost. Hvala lepa. Gremo naprej. Jaz imam še eno vprašanje. Nekdo je postavil vprašanje, da prosi za napotke za nego nog, da se bolezni ven ne poslabšajo. Spet to je malo povezano s tem prvim vprašanjem. Doktor Pocke se ukvarja tudi z napredovalo vensko boleznijo. Odgovor, prosim. Kakšno je bilo vprašanje, se opravičujem? Bom še enkrat. Prosim za napotke za nego nog, da se bolezni ven ne poslabšajo. Zdaj, če govorimo o krčnih žilah, bi bilo tle, mislim, tisto, kar je zelo pomembno, je hoja. Jaz pri bolnikih, ki imajo kronično bolezen ven, zdaj seveda govorimo o povrhnjih venah, o krčnih žilah. Če govorimo o venski trombozi, je to druga bolezen. No, pri teh krčnih žilah je izjemno pomembna hoja.
Po eni strani pa po drugi strani kompresijska terapija, to pomeni povijanje okončine z elastičnim povojem, da v bistvu to veno, ki je na nek način ni dovolj funkcionalna, zato ker zaklopka po domače ne dihta, jo nekako stisneš in na ta način tudi ta zaklopka bolj prime in na ta način ima bolnik manj težav. Kar se tiče pa mogoče invazivnega zdravljenja, bi pa seveda vsem tem, v bistvu že vse povedal profesor Blinc, to zdravljenje v bistvu danes je lahko kirurško, to pomeni, da se tako veno enostavno odstrani, ali pa lasersko, tudi to se da zdraviti, tako veno se nekako zlepi z laserjem in se ta pretok preko te obolele vene ustavi in na ta način se zmanjša simptomatika. Če sem odgovoril, to pa ne vem. Hvala lepa. Mogoče bi jaz samo še eno malenkost dodal, ker se mi zdi tudi zelo ključna zadeva, pa strašno enostavna je. V principu odsvetuje se dolgotrajno stanje. Rečeno je bilo hoja, ampak tudi dolgotrajno stanje na mestu je skrajno škodljivo. Če je to v toplih prostorih, je še slabš. In tretja ključna zadeva pri venah je pa debelost. Shujšati je treba, ker je zelo enostavno reči, pa zelo težko narediti. Ampak to so te stvari, ki so še ob tem, kar je že Vinko rekel in Aleš, dodatne, ki so silno enostavne, pa mimogrede, če se sedi, da se dvigne noge, z nekoliko dvignenimi nogami, ker tudi skrčene noge motijo odtok. Samo to se hoče še dodati. Hvala. V chatu, profesor Grošelj, imamo vprašanje. Ali se lahko prosimo pediatra, da se pri otroku opravi presejalno določanje holesterola, če to pri 5 letih starosti otroka ni bilo opravljeno? Vsekakor hvala za to vprašanje. Zdaj, to presejanje po našem, čist po predpisih, po v bistvu po zakonu, je vsebina teh sistematskih pregledov predpisana. Tako da ta meritev holesterola bi mogla biti izvedena pri vsakem otroku. Zdaj, seveda včasih iz različnih razlogov po naših podatkih približno 91% otrok to meritev je imel, pač v eni kohorti, ki smo to analizirali upravljen, se pravi od 3500 vključenih je imeli 91% to meritev izvedeno, za unih 9% jaz ne vem, zdaj so lahko razloge različni, mogoče ni prišel na pregled, mogoče so sami odklonili, niso tega želeli imeti, tukaj nobenega ne zasledujemo potem, ampak vsekakor, če pa do tega pride, da ni ta meritev upravljena, vsekakor imate ne samo pravico, ampak vas toplo spodbudimo k temu, da se svojim pediatrom pomenite, da ima otrok to meritev upravljeno, ker je to zelo pomembno. Ta meritev ima implikacije zdaj, ne samo za tega otroka, ampak ima lahko implikacije tudi za starše, mogoče za stare starše celo, tako da je res pomembno, da se to opravlja tako, kot je predviden. Hvala lepa. Zdaj pa, prej sem obljubil, da bojo 4 vprašanja. Znaki bolezni arterij so tudi med temi, pa kaj narediti za zdravje arterij vsak dan? Dobro. Še tu nekaj, da dodamo, se je veliko smo že... Se mislim, da smo to že obdelali, ampak tako čist v 2 stavkih, znaki bolezni arterij so odvisni od tega, katere arterije so prizadete, pa če so pomembno zožene ali pa niso pomembno zožene. Bolezni arterij imamo lahko desetletja, preden se kakršnekoli težave pojavijo. O tem smo tudi slišali, skratka, ateroskleroza se začne v otroštvu, napreduje in ne želimo, da jo pustimo do točke, da naredi težave. Zdaj, če govorimo o aterosklerozi koronarnih arterij, imaš lahko angino pectoris, to se pravi stiskajočo bolečino za prsnico, ki popusti pri tem, ko se ustaviš od napora, lahko imaš pa to smolo, da se ti kot prva manifestacija pojavi srčni infarkt. Pri
aterosklerozi žil na nogah je praviloma prva manifestacija težava pri hoji, ki te prisili, da se pri živahnejši hoji za začetek moraš ustaviti, počivati in potem lahko nadaljuješ. Če imaš pa smolo, lahko pa se žila nenadoma zapre in imaš v bistvu nenadoma hudo bolečino, potem zgubiš mišično moč, občutek za dotik in tako naprej, skratka akutno ishemijo, ki je nek ekvivalent srčnega infarkta. Na možganskih žilah dolgo časa praviloma nimaš nobenih težav, če imaš pa recimo neko luščenje, oblog v karotidnih arterijah, lahko pride do prehodnih možganskih napadov, recimo za kratek čas ne moreš dobro govoriti, ne razumeš govora, si dezorientiran, lahko zgubiš vid, moč, mišično moč in tako naprej. Če imaš smolo, pa se to v bistvu te težave ostanejo in pride pravzaprav do možganske kapi. Tako da, skratka, zdaj, odvisno od tega, katere arterije so prizadete. Kaj narediti? Osnova, definitivno zdrav življenjski slog in pa presejanje genetsko obremenjenih oseb, a ne tistih, ki bi kljub zdravemu življenjskemu slogu brez ustrezne obravnave v relativno zgodnem odraslem obdobju doživele težave. To, kar je zelo lepo omenil profesor Grošelj, to, kako aterosklerozi ne pustiti do točke, da naredi težave, to je skupni cilj pravzaprav pediatrov in internistov in na tem področju pravzaprav vse dogajajo spremembe, nismo še tam, kot bi rekel, ampak seveda cilj je aterosklerozi ne pustiti, da bo delala srčne infarkte, možganske kapi, hude težave z nogami, težave z notranjimi organi in tako naprej. Hvala lepa, profesor Blinc. Ja, še primarni cilj. Jaz bi samo mogoče en podatek, ki se mi zdi zelo zanimiv v povezavi s tem, kar je ravnokar profesor Blinc povedal. Ko so gledali eno relativno mlado populacijo, tam med 45 in 55 letem z majhno do zmerno srčno-žilno ogroženostjo, se je izkazalo, da je imel 70% ljudi, pri katerih je bila raven holesterola, LDL holesterol, tam okrog 3,8. 70% od njih je imel že nemanifestno aterosklerozo in to v več povirih. To je tisto, kar spet pravzaprav ravno podkrepljuje to, kar sta in profesor Grošelj in profesor Blinc rekla. Jasno je, mi moramo iskati te ljudi, ki so ogroženi, ker vemo nekaj. Če mi spravimo LDL holesterol pod 1,8, se bodo te spremembe, če niso že zelo napredovale, začele spreminjati, zmanjševati. In to je tisto, kar je strašno pomembno. Če mi začnemo pravočasno ukrepati, bomo ogroženost zmanjšali. Vemo pa, da pri teh, kot sem rekel, ki imajo LDL 3,8, takih je pa v Sloveniji ogromen. Zelo, zelo veliko je takih. Bi morali, in 70% od teh ima že aterosklerozo, samo da še ne vedo, da jo imajo. Če bi z nekaterimi preiskavami, kot je ultrazvok in podobno, iskali, bi jih pa našli. Take je treba poloviti, po domače povedan, in začeti odločno zdraviti vse dejavnike tveganja, ker jim bomo veliko koristi naredili. Bistveno več koristi, kot je potencialnih nevarnosti zaradi zdravil. Ja, še profesor Grošelj. Ja, jaz bi tudi se težko bolj strinjal z profesor Blincem pa dr. Cevcem, mogoče kot pediater, naj dodam tukaj, da taka popotnica se mi zdi, je lahko narejena v otroštvu. Se pravi, starši imate tukaj veliko možnost, se pravi, naša naloga je, tako kot je bilo rečeno, da v narekovajih polovimo tiste, ki imajo neke izrazite, dostikrat genetsko pogojene dejavnike ali pa neko neugodno kombinacijo teh dejavnikov. Tisto, kar pa lahko vsak sam naredi, je pa to, da se danes pada telesna zmogljivost otrok. Se pravi, otroke je treba dati v nek reden šport. Vsak otrok mora imeti neke tudi organizirano telesno dejavnost. Vsak jo je tudi zmožen, kakšna je ta dejavnost, v bistvu naj bo taka, kot je vsakmu nekako pogodu, tudi da bo rad hodil. Ampak mora pa biti vsak otrok redno telesno dejavnost, sploh zdaj omejiti treba ta čas, sedeči čas, omejiti treba čas za zasloni, to je danes zelo pomembno. Zdrava prehrana je pomembna, otroke je treba navaditi na
zelenjavo, treba jih je navaditi na sadje, slabe maščobe treba nadomeščati z dobrimi maščobami, vplivati na to, da nikoli ne bodo začeli kaditi. In to je v bistvu, če smo tukaj nekako, če s temi stvarmi začnemo pred puberteto, to je tista doba, ko je možno to še prevzgojiti, kasneje, če je ta čas zamujen, bo kasneje težje. Hvala lepa. Jaz vprašanj imam več, ne vidim jih v chatu, niti jih nimam tule zapisanih, torej samo še obvestilo, takoj po konferenci bomo izdali kot ponavadi izjavo za javnosti, kjer so navedeni povzetki vsega tega, kar so naši sogovorci danes povedali in tudi to, kaj ponuja Društvo za zdravje srca svojim članom in nečlanom, se razumejo, vsem ljudem, da pridejo k nam, zdaj v tem mesecu lipidov in pa ven, na svetovanje in na kakšen pregled. Seveda vas povabimo tudi, da se malo pozabavate in pogledate na našo spletno stran, kjer boste lahko najeli tudi zanimive prispevke o problematiki žil, tudi recimo en prispevek imamo gor o povijanju nog in tako naprej. Skratka, pazimo na svoje žile. Hvala vsem, ki ste bili z nami, posebna hvala vsem sogovorcem in se vidimo, kar se žil tiče, upam, da šele čez 1 leto, kar pomeni, da bojo naše žile zdrave. Ampak ne pozabiti, da jih moramo skrbeti vsak dan za njih. Hvala lepa in nasvidenje. Lepa zahvala vsem, ki so mi razširili znanje in informacije glede tega. Vsekakor vidim, da je to kar dosti problematična stvar, tudi pri meni osebno, bom poiskal in koristil usluge društva in vsega.